Kar je marsikomu v kuhinji skorajda nemogoče združevati, je za nekoga drugega že tradicija. Združena kombinacija pekočih čilijev s sladko čokolado je tako bil sladko-pekoči izziv za organizatorje mariborskega festivala. Je bil interes združiti dve nasproti, ampak vse nasproti, ki se dopolnjujeta in se privlačita. Izhaja pa to iz tega, da to pikantnost, ki jo ima čili, je še vedno neko razmišljanje, da ga oblažimo z pijačami, z vodo. Ni res, oblažimo ga z maščobo in ravno čokolada vsebuje to maščobo. In to pikantnost, ki je danes tukaj s čilijem, jo oblažimo z čokoladnimi produkti. Na trgu Leona Štuklja se zato danes in jutri predstavlja 20 ponudnikov čokolade in 15 ponudnikov čilijevih produktov, tako eni kot drugi pa nudijo tudi veliko nasvetov. Ja, mi smo že v bistvu organizatorji tradicionalne čokoljane v Ljubljani. V oktobru, ki jo izvajamo v bistvu v jesenskem delu, glede na povpraševanje in iz trga in kar se tiče samih čokoladnic, smo si pa želeli v bistvu narediti še nek pomladansko protiotež in kot protiotež smo seveda potem šli tudi na drug konec Slovenije, torej štajerska prestolnica Maribor. Tako čiliji kot čokolada pa so privabili na trg tudi dobrodelnega bobnarja Marka Soršaka Sokija. Meni dostikrat reče, da imam hitre roke, ne? Torej, dostikrat jih imam zaradi tega, ker me peče. In ko te peče, si hiter, čim prej, da neha peči in tako. In jaz sem si nabavil res ogromno zalogo čili izdelkov, zato da bo še bolj peklo, da bo še hitreje bobno in obožujem pekočo hrano. Danes in jutri pa bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole v Mariboru postregli odličen goveji golaž, ki so ga zanimivo začinili. Že danes so ga poklonili materam, ki kmalu slavijo materinski dan. Nimamo nič kaj skrivnih sestavin. Klasičen golaž, sočni golaž smo skuhali s tem, da smo na koncu dodali čili in pa čokolada. Obogatili pa smo še ga tudi z brusnicami in pa suhimi slivami. Svojo dobrodelnost pa so izkazali tudi člani skupnosti Čudoviti svet čilija, ki jo sicer najdete na družabnem omrežju Facebook, kjer svojim članom neumorno svetujejo pri vzgoji čilijev od kalitev semen pa vse do receptov za raznovrstne omake, sire s čiliji ter jedi na žlico, v katere pašeta tako čili kot čokolada. Čudoviti svet čilija, ja, to je dejansko največja skupnost ljubiteljev čilija, čilijašev, čilihedov, kako bi, ne vem, rekel, oziroma vseh, ki imajo kako vezo iz čilija, s čilijem. Ja, mi smo dejansko največja skupnost, smo neprofitna skupnost, ubadamo se s popularizacijo uživanja čilija. Tudi tokrat zbirajo prostovoljne prispevke za socialno ogroženo družino. Tako da imamo omakce, imamo čilijeve biškote, imamo, ne vem, vse sort zadeve, pa vse naši člani naredijo, podarijo in vse gre za dobrodelne namene. Pa je treba v Sloveniji imeti pri vzgoji čilijev posebno nego? Odvisno od sorte, no. Zdaj bom rekel, oni res nuklearne sorte, ko so, bi rekel, tiste, ko imajo res blazno visoko stopnjo kapsicina, zahtevajo mogoče res malo rastlinjak pa take stvari, ne. Ker od zunih je skoraj težko vzgojiti kakšnega takšnega, ne. In kaj se zgodi, ko se pridelovalcem klopi še domišljija? To je po belem vinu, ker je iz bele čokolade, ne. Je se pravi pol sladka bela zvrst noter in je majčkeno bolj pikantno, ne. To je pa po tem vinu, rozejo, se pravi je pa noter še naravni ekstrakt gozdne jagode in pa temna čokolada, ne. To je pa malo bolj blaga. In glede na barve pa tako sem pač to poimenoval, da to so švedske bradavičke, to so pa maroške bradavičke. Ni odveč pripomniti, da gredo za med. Glede na to, da bo festival s polno dogajanja, delavnic in tekmovanj potekal na trgu Leona Štuklja tudi jutri, vabimo gledalce in gledalke, da se ga udeležijo. Zagotovo se vam bo porodila tudi kakšna čisto vaša uporaba čilijev in čokolade v kulinariki.